Tudi Salvatore Ganaci ima za sabo zelo zanimivo življenjsko zgodbo, namreč čeprav gre za švedskega DJ-ja, on v resnici prihaja iz Bosne in Hercegovine, gre za tipa, ki mu je v resnici ime Emir Kobilić in se je že kot mladenič preselil na Švedsko. Podobno pot pa je imel tudi režiser Vedran Rupić, ki je prav tako iz Bosne, ampak živi in ustvarja na Švedskem. Tale videospot je letos osvojil prestižno švedsko nagrado za najboljši videospot. In na Švedskem imajo kar bogato tradicijo take absurdne komike, ne samo v glasbenem videu, tudi širše. Recimo v glasbenem videu je Andreas Nilsson, en režiser, ki je bil v preteklih letih zelo odmeven s takšnim slogom. Mene pa nekaj druga zanima. Salvatore Ganaci je sicer en DJ, ki je zelo znan po svojih ekstravagantnih, komičnih nastopih na raznih festivalih, ampak glede na to, da sta video ustvarila dva človeka iz Bosne, pa gre vendarle za neko estetiko, za nek pristop, ki je povsem drugačen od tistega, kar gledamo na teh prostorih bivše Jugoslavije. Se ti zdi, da ta kulturni moment, recimo Švedske, da je bil tukaj recimo dominanten, da sta se ona dva tega lotila na ta način, oziroma drugače rečeno, zakaj tukaj nimamo takih videospotov? A gre tu za tehnične možnosti, ki so na Švedskem nedvomno boljše, a gre za kakšno kulturno pregrado celo tu na teh prostorih? Zdi se mi namreč, da že takoj vidiš, da gre za video, ki prihaja recimo iz tistih koncev, ki imajo bolj bogato tradicijo takih pristopov. Tukaj mislim, da ne gre za produkcijske pogoje, ampak samo mogoče bolj za stik z nekimi trendi. Zdaj, mislim, da imamo na zelo visokem nivoju tudi tle na področju nekdanje Jugoslavije, neke stvari, recimo Vojko ve. Mislim, da si lahko nekateri spoti že njegovi primerjajo s tem tako po duhovitosti kot po produkcijskih recimo teh kriterijih. Definitivno pa gre tukaj tudi za ta malo bolj švedski humor absurda oziroma absurdni humor in neke vplive iz tam. Tako da predvsem bi rekel, da gre tukaj za stik z nekimi sodobnimi trendi na zahodu, sploh neke te absurdne komike in tako naprej. Je na slovenski videospotovski sceni dovolj humorja v izdelkih naših režiserjev? Jaz mislim, da smo v primerjavi z recimo poznimi 90-timi ali pa začetku 2000-ih, ko je bil humor zelo prisoten v videospotih, tudi tistih malo bolj angažiranih, recimo kot so bili, kot že rečeno, recimo Zaklonišče pripeva ali pa Magnifico, ko je bilo tukaj veliko več igranja pa neke zajebanci. Se mi zdi, da danes paradoksalno je ni, čeprav delamo v nekih produkcijskih pogojih, ki bi to omogočali, se nekako tako izvajalci kot mogoče tudi režiserji malo preveč resno jemljemo. Tako da, ne vem, tudi si želim mogoče v kratkem posneti nekaj malo bolj zabavnega, recimo, ampak je pa tudi pol stvar tega, da bend na to pristane in da je komad tak primiren in tako naprej. V redu, gremo kar naprej. 8. videospot iz naše selekcije prihaja iz Velike Britanije, gre za videospot Cellophane izvajalke FK Twigs.